Kaj pa zdaj sledi? Zdaj pa sledi nasmeh. Ja, pogledamo stranko oči, se nasmehnemo. Kaj pa s tem sporočamo, ko si nasmehnemo? Da smo dobre volje. Kaj še? Da smo veseli. Ja, nasmeh pomeni, vesel sem, da vas vidim. Tako da si kar napišete, joj, kako sem vesela. Še tale joj dodajte, da bo res zgledali, da saj na pol pridemo. Joj, kako sem vesel. Sem vesela. Sem vesel, vesela, da vas vidim. Ja. Joj, kako sem vesel, da vas vidim. Zakaj bi že bili veseli strank? Zakaj že? Ja, pa zakaj še? Zaradi plače, zakaj še? Vizitke, darila, življenjski partner, hrib gozda, ne vem. Najte si eno veselje v strankah. Glejte, če ste vi sami nekoga veseli, bo nasmeh prišel sam od sebe. Spomnite se situacije, če ste kdaj srečali kakšno kolegico, kolega, ki jih res že 20 let niste videli. In ko jih zagledaš, živijo, pa kje si ti? In verjetno se takrat nasmehnete, brez da o tem razmišljate. Če srečaš kolega, kolegico, ki jih nisi najbolj vesel. Živijo. Pa sem že, kaj sem mogla zdaj še tebe srečati. Vedno, kadar imate iskren nasmeh iz srca, se vam bojo pojavile gubice okrog oči. Ko se vi delate, da se smejete, se vam samo usta okrog obrnejo. Oči ostanejo iste. Zato želim, da začnete o strankah gledati bolj z veseljem, ker če jo vidite z veseljem, boste lažje imeli ta nasmeh na ustih, brez da o tem razmišljate. Kakšni rečejo, jaz sem pa to kresen obraz, da se pa jaz ne zgledam, kot da sem nasmejana. Jaz pa mislim, da to ni res. Ker ko ti otrok preteče, verjetno se tudi nasmehneš, saj kotička daš gor. In ko ti kužek prinese, daš tudi kotička gor. In ko najdeš 5-evrski bankovec, verjemte, se v te nasmehnali. Pa tudi, če najdeš 4-resno detelco, ker drugače nikoli nisi našel, se boš tudi nasmehnil. Govorimo o kotičkih navzgor, ni treba se nekaj smejati, ampak samo, da imaš na gor. Kaj se potem zgodi, ko se vi strankam nasmehnete? 90% ljudi vam bo vrnilo nasmeh nazaj. Zakaj? Ker nasmeh je nalezljiv, tako kot zehanje. Vidim, da že poznate zehanje. Ne? En začne zehati, vsi začnejo zehati. Pri nasmehu je ravno tako. Zdaj, če bi vas vam poslala in vam rekla, dajte se nasmehati 100 neznanim ljudem, bi videli, da 90% ljudi bi vam vrnilo nasmeh nazaj. Brez da o tem razmišlja. Gre za avtomatski nek proces. In meni je žal, da danes nimamo toliko časa, pa da bi bil tukaj nek trgovski center, da bi šli vi tja, kjer vas ne poznajo. In bi vam rekla, pejte obiska 10 poslovalnic. Pejte eno pekarno, knjigarno, trgovino s čevlji, bife, pošto, banko, lekarno. Pridite mi nazaj povedati, koliko od vseh 10 zaposlenih, ko ste vi tja prišli kot stranke, kako so vas bili veseli. In bi videli 1 do 2. Se pravi, res dejansko nasmeha ni. In danes prosim, ko nekam greste, dajte to začeti malo opazovati. In nasmeh je lahko naša konkurenčna prednost. Se pravi, vi strankam date nasmeh, ampak ga dobite tudi v 90% nazaj. A hočete imeti nasmejane stranke? Ja, kdo mora začeti? Mi. Spet mi moramo narediti ta prvi korak. Ja, kaj pa, če ti ni do nasmeha? Ja, povprečni ostane doma na bolniški, kaj pa vrhunski? Ja, kljub temu pride v službo in poskuša ostati profesionalen. Enkrat sem prebrala, da če imate za en prst razmaka med zgornjimi in spodnjimi zobmi, pa tudi izgledate, da ste filmsko nasmejani. To pa pomeni, da ko ti ni do nasmeha, se obrneš na stran, da se naštimaš. In potem vsake toliko časa preverite, a je za en prst razmaka in samo to, da naredite, že vam gre nasmeh. Tako da si kar napišite prst v usta. Za filmski nasmeh.